To je to, da si pa zelo dobro govoril, se pravi... Sam lahko bolj poenostavimo. Tako, razumem. Dobro. Zaključi veganstvo in to je to. Kar izvoli, ko bo želel. Lep pozdrav, moje ime je Jernej, prihajam iz Ljubljane, star sem 40 let, po izobrazbi sem profesor športne vzgoje in kondicijski trener. Vegan sem od leta 2016. Zdravo Goran, vegetarijanec sem postal pri 19-20 letih. Zaradi tega, ker se pravi, to rečeva je bilo leta 98, da malo umestimo v čas. Zaradi izkušnje, ali kako bi temu rekel, zaradi uvida, oziroma pač videl sem, kot da bi videl nek video, neko vizijo sem imel, bi lahko rekel, medtem, ko sem meditiral. Šel sem na en tečaj meditacije, bil sem ravno v New Yorku, malo ta študijska leta, malo se iščemo, šel sem nekoga obiskat, pa sem kar za nekaj zagrabil, in sem šel v en tečaj meditacije sedeti, ki ni bilo, tako ki je temeljil na pač samo opazovanju, dihanja in telesnih občutkov, se pravi, ni bil nekako, ko bi rekel, ideološko umeščen, bolj samo opazovanje občutkov, pa tako, v bistvu. In sem imel nek uvid in pač me je to, kar sem videl, prepričalo, da sem pač nehal jesti meso, s tem, da zdaj, ko nazaj gledam, vidim, da so bili še drugi koraki. To je bilo leta 2016, zdaj bi sam mogoče na kratko omenil malo ta prehod, obrazložil, ker me je neka zdravstvena izkušnja, imel sem neko zelo resno infekcijo. Posledica tega je bila, da sem kar nekaj časa okreval in med tem okrevanjem sem se spet lotil študija prehrane, ker sem ga prej 15 let opustil, ker sem mislil, da kot vegetarijanec, da sem imel stvari naštudirane. In sem tekom tega študija, ki je bilo tako čez en poletje, veliko knjig, veliko dokumentarnih oddaj, zvedel, da to, čemur sem začel slediti kot rastlinskemu prehranjevanju, se reče tudi veganstvo, in pač tako sem pa postal tudi vegan, Tako so se moja zgodba pa zgodba veganov združili, Čez moje telo je še 60 gramov antibiotikov. Tako da je bilo kar imunski sistem, ki ima bazo v črevesu, je bil kar oranko uničen. Tako da sem mogel narediti vse, kar bi lahko, da bi podprl svoje okrevanje. Vedel pa sem dolgoročno, da bom mogel tudi na en post verjeten, pa verjeten še probiotično kuro narediti, Ampak najprej sem pa želel imeti hrano, ki čim bolj deluje oziroma ne spodbuja vnetja. Tako da v bistvu je bil, ko sem okreval po antibiotikih, še skozi kar so antibiotiki naredili, sem čutil, da me je tako, po 3 tednih, 1 mesecih sem čutil že, da je hrana podpira moj celjenje hitreje, kot takrat, ko sem enkrat na teden jedel mlek, ker sem bil pol 3 dni malo, pač toliko sem imel senzibilen telo, da sem čutil, da kljub temu, da če malo mlečnih izdelkov pa jajc pojem, da je zelo velika razlika, Tako da regeneracija se je pospešila, vse se je začelo, sem šel pa malo delati, Prelomna točka, bi lahko rekel, je bila tudi to, da ko sem videl, da te moje izkušnje, pa ta spoznanja študija, ki sem jih imel o prehrani, se upadajo in da je hkrati tudi neko gibanje, se pravi, da ljudje, da ni to zdaj, ne samo da bi rekel zdaj, to bi bilo narobe reči samo na mojem zelniku zrastalo, ampak da imam tudi pač neko kolektivno podporo, v smislu, da pač je neko ozaveščanje v tej smeri, je pač to, 2016, vse to skupaj sešteli in pač je bila to taka prelomna točka, bi rekel. En daljši pogled je, da ko sem ratal vegetarijan zaradi tiste izkušnje, ki sem jo omenil v meditaciji, sem, zdaj to vem, takrat nisem, mislil, da s tem, ko ne jem mesa,
da živali ne trpijo več, ne? Pač takrat se tudi malo budizem študiral in je bilo to ne ubijaj, pa da se izogneš tem trpljenju, ne? Zdaj vem, da kot vegetarijanc 18 let, da je, pač sem imel zmotno prepričanje, oziroma se nisem dosti izobrazil, ker mlečna pa živalska industrija, mislim, pa jajca so tudi zelo krute, ne? Tako da sem v bistvu že v štartu ratu v tej smeri, mislim, sem se začel spreminjati zaradi živali, ne? Tako da v bistvu zdaj vegansko je končna postaja, ne? Partnerka je tudi veganka in je zanimivo ravno v tistem letu 2016, ko sem sam delal te vse raziskovanje, pa prehode, pa te zadeve, tudi sama v bistvu prek nagovarjanja njene sestre, opustila še tisti malo mlečnih izdelkov, ko so bili ponovadi vezani na sladkarije. Tako da ja, se oba dva pač prehranjujeva vegansko, staršem smo pokazala zdravstvene, mislim, kako bi rekel zdravstvene, pač drugačne načine počutja ob drugačni hrani, ne? In ob rastlinski hrani pač. Tudi stara mama je videla po parih tednih, zdaj ne smem nekih medicinskih izjav dajati tule, ampak po 3 tednih res vidiš, da je tako kot v knjigah kakšnih teh znanstvenikov, zdravnikov piše, da lahko vplivaš na pritisk prek prehrane, ne? Kad to vidiš pri 83-letnici, je pač tako, no. Tako, partnerka je veganka. Imam tako kot kondicijski trener, kot nekdo, ki je v športu bil celo življenje, veliko opažam, da je veliko mitov, ko sem jih gojil, tudi kar se tiče priprave telesa, dejansko mitov. In kot posledica samo rastlinskega prehranjevanja, čim bližji izvorni obliki hrane, ne industrijsko rastlinsko prehranjevanje. Ja, mislim, iz vidika telesne aktivnosti sem opazil hitrejšo regeneracijo. Dejansko je hitrost obnove po naporu je zlato jajce kondicijskega treniranja, ne? Ker ni štos o tem, koliko treningov si ti sposoben narediti, ampak koliko hiter se po treningu ne samo spočiješ, ampak še prilagodiš na odziv, ki si ga imel, ne? In če imaš ti to regeneracijo hitrejšo, ko imaš, pa bolj, ki je popolna, pa lahko ti pač to je zlato jajce, zaenkrat si ga še ni najdel, ne? Pač vedno se pokažejo v modelih neke pomanjkljivosti, ki pripeljejo ali do dolgotrajne utrujenosti, ali to je pretreniranost ravno to, ne? Ali ni več učinka, se telo toliko prilagodi, da sploh ni več napredka, ne? Tako da se pravim, opažam hitrejšo regeneracijo, ko sem postal vegan, kakor sem bil vegetarijanec. Že tukaj je dosti velika razlika, sem opazil, no? Ja, prijatelje si vedno, ne vem, kako je z drugimi ljudmi, ampak osebno si izbiram prijatelje tudi take, da je prostor res iskren, oziroma kjer lahko letijo vsa mnenja, pa vsi pogledi, ne, tako da so se kresale iskre, so bili veliko smeha, vse tako, ampak ja, pri prijateljih je večja dinamika pri meni, kot recimo pri družini, ne. Pa seveda se s prijatelji se več družim, pa tako, ne. Tako da eni bolj odprti, eni bolj ne, mislim, tako, no. Samo meni se zdi pač res dobro iskreno pogovoriti, pa povedati, kaj misliš, pa vsak se s svojim pragom ukvarja, vsak mora svoj kolovrat, ne bomo zdaj en drugemu dihali za ovratnik, pa hodili, pa skozi okrožnik gledali, pa vse tako, ne. Ker ne vem, če to deluje, se mi zdi, da bolj, ko ljudi probaš od zunaj nekaj, bojo pa še bolj zanalaš še v kontro, ne. Tako, no, tako če tako. Tako bi rekel, da mislim, da prva tista stopnička, zakaj ni več ljudi veganov, je ta, da nimajo ljudje čist vseh verodostojnih podatkov o povezavi med živaljo, trpljenjem, profitom, prehrano, zdravjem. Mislim, cela ta osa, ne. Ni tako, da bi bilo samo iz v narekovajih obeh strani gor dan, ne, ampak je več ali manj samo iz ene strani in tudi zelo
z hitrim tempom, z veliko intenzivnostjo in se vemo, da človek 24 ur ima dan, če se ti skozi neke informacije podaja, boš pač o tem živel, ne? Tako da mislim, da je dejansko verodostojna informiranost tisti prvi korak, zakaj ni več veganov. Mislim, da ni nikakršne možnosti, da bi se vrnil med nevegane, ker in iz čutnega vidika in iz nekih osebnih izkušenj, ki jih ne morem enemu prevesti v besede zadovoljivo, ker so pač moje notranje izkušnje, kot tisto meditacije, ne? Zaradi raziskovanja, študija, učinkov na zdravje vseh, mislim, ni možno, ne? Že sam, če bi trpljenje živali pogledal, bi rekel, že sam zaradi tega, kar vem, pač, pa hodim veliko tudi tukaj po Sloveniji in s kolesom in peš, tako da ni vsak dokumentaren film samo o nečem, kar je tam nekje drugje, ne. Tako da že sam to bi bilo, ne bi šlo skozi, ne. Če veš, kaj je na mizi. Tako da zaključil bi naš pogovor s tem, da mislim, da je preveč debat o raznoraznih zdravih načinih prehranjevanja in definitivno premalo soočenja z dejstvom, kaj se vsak dan v bistvu dogaja z živalmi na tem planetu dnevno zaradi načina prehranjevanja, medtem ko imamo druge hrane vrh glave. Tako da se mi zdi, da že ta odnos do živali je lahko čist dovoljšen razlog za postati vegan. Zakaj ni več ljudi veganov? Mislim, da imajo... Zakaj ni več ljudi veganov? Čak, to moram prav malo razmisliti.